Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Vas zanima, kakšna je razlika med 500 mrtvimi do junija in odprtjem teras gostinskih lokalov? Če gre verjeti ministru za zdravje, 7 dni brez pouka in 11 dni brez športa, knjižnice, muzeja, frizerja. Vi pa gledate 111. oddajo 4. sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali afera Non-Paper. Kdo je Janši nastavil mino na Balkanu? Dokument, ki ga ni, je diplomatsko praktično popolnoma osamil Slovenijo in nam zakuhal godljo na Balkanu. Kdo je Janši nastavil mino na Balkanu, nam bosta pomagala razvozlati naša stalna komentatorja, dr. Igor Lukšič in Darko Mršič. Toplo pozdravljena. Dobar dan. Igor, zdaj non-paper, malo hecno, ker če je non-paper, potem ga v resnici ni. Vsi se pogovarjamo o tem papirju, ki ga naj ne bi bilo. Začelo se je tako, da je informacija prišla iz tujine, potem nekaj časa se je zdelo, da slovenska politika upletena sta bila v zgodbo tako predsednik vlade Janša kot predsednik republike Pahor, ne ve čisto točno, kako bi na to odreagirala, oziroma ni preveč prepričljivo odreagirala, ampak potem nekako pred koncem preteklega tedna smo že uspeli zanikati, da bi s tem kaj imeli, oziroma da bi na stari kaj bilo. Kaj ti sodiš? Je šlo res za ta neka notranje politična preigravanja, kakor smo slišali, uradno verzijo strani vlade oziroma predsednika vlade, ali misliš, da gre za kakšne širše zgodbe? Zdaj seveda je tle več ravni, ampak če pogledamo, če bi šlo za notranje politična preigravanja, kakorkoli, je to pač interes tistega, ki hoče v to vlado zaplesti. Ampak ker vlada in vlada skrbi za zunanjo politiko, bi morala v skladu s tem tudi odreagirati. Tisto, kar je bil problem in zaradi česar je prišlo do afere teh razsežnosti, je to, da vlada ni takoj odreagirala na ravni problema. Problem je mednaroden, problem je premikanje meja na Balkanu, premikanje meja v Evropi in to je problem, ki ga formalno nihče, tudi če se kadarkoli kje off the record s kom o tem pogovarjal, formalno nikoli ne sme, ga mora takoj zanikati. In problem je v tem, da je vlada Janša in zunanji ministrstvo sta to podcenjevala. Pahor je sorazmerno, predsednik države je sorazmerno hitro, čeprav mogoče tudi kakšen dan zamudo odreagiral. In če se bi to zgodilo tako, kot bi se moralo, potem tega problema ne bi bilo. Se pravi, zdaj se pa mi pogovarjamo o teh notranje političnih dimenzijah, kaj je kdo rekel, kdaj je rekel, kdo je komu kaj nastavil. Seveda se v politiki preigrava in poskuša dosegati prednost na fair, ne fair način in na kakršnekoli načine. Ampak to je nepomembna zgodba, nepomembna zgodba zaradi tega, ker je problem tako velik. To je nemogoče, da je slovenska zunanja politika zdaj šla tako daleč, da je v roki ostal ta črn Peter in ga ne zna naprej dati. Oziroma ga ni znala. Se pravi, nemogoče je, da mi ostanemo tako na čistini v mednarodni politiki, da se glede tega opredelita Rusija, Združene države Amerike, OZN in celo diplomatski zbor Evropske unije in nas izpostaviti kot neke luzerje, ki se ne znamo iti igre. To je najbolj tragično, da se mi ne znamo iti igre in smo do zdaj bili recimo mala država, od zdaj naprej bomo pa čudna mala država. Preden povabimo še Darkota v debato, predlagam, da si pogledamo te mednarodne odzive na današnjo temo. Poglejmo. Kam biseduar me të. Me kë? Me kryeministrin sloven kohë përpara. Këtë ide? Jo, kam biseduar në përgjithësi për idetë, kam parë edhe këtë dokument që ka dalë, po s'kam asnjë koment për këtë. Ju duket ide... Nuk kam... Pojma nemate da li postoji nešto ili ne postoji nešto. Ja ne znam. A vi stvarno verujete da vi znate ako ja ne znam? Niko od vas nije skočio da kaže ni jednu jedinu reč, a svakoga dana granice nama menjaju.
Vidio sam ga zato što je objavljen na jednom slovenskom portalu. Niti jedan segment, barem koliko sam se ja informirao, sustava našega taj papir nije dobio od bilo koga formalno. Hrvatska do Drine, Beograd do Une, to ne dolazi u obzir. I u tom smislu, dakle, taj papir je big shit. Ne Bosna, taj papir, kogod da ga je pisao. Мы ничего не навязываем, свои услуги никогда насильно не предлагаем, тем более близким друзьям. Еще раз подчеркну, будем готовы поддержать любую позицию, которую займет Сербия, и будем готовы откликнуться на любое предложение о тех или иных шагах с нашей стороны, которые последуют от руководства. Ja, zdaj, Darko, veliko besed v papirju, ki ga ni, ne? Jaz bi se najprej mogoče vrnil na par besed, ki jih je Igor izrekel pa na tvoje vprašanje. Zdaj, zakaj slovenska vlada pa vrh države, recimo Igor je rekel, da je Pahor relativno hitro odreagiral, ni reagirala, ne vem, bolj odločno, pa takoj zanikala. Mi imamo primer recimo v prejšnjih nekih aferah, ki so se nekako kuhale v teh nekih istih sredinah oziroma v istih krogih, kot je po mojem mnenju tudi ta afera skuhana, so recimo hrvaške oblasti a priori popolnoma ignorirale stvari, recimo okoli Pelješkega mosta pa tiste afere mehanika Davorja, ker niso hotele dati teže tem zgodbam, ker čim ti reagiraš, daš neko relevantnost in dokazuješ, da se moraš postaviti v pozicijo branjenja. Zdaj, mogoče smo pa tukaj šli tudi z te pozicije, da nočemo dati relevantnosti tej novici, ki je pač prišla iz nekega relativno nepoznanega medija, novega medija v Bosni in Hercegovini, ki naj bi deloval na principu recimo slovenskega necenzurirano. Smo pa pozabili to dimenzijo, da ravno to prekrajanje meja v Evropi hitro vzburi duhove tudi v drugih državah in v sredinah, ki so relativno stabilne, bi pa z neko spremembo teh meja se začela neka verižna reakcija. Od Katalonije, Škotske, od delitve v Belgiji in tako naprej. Tako da je to hitro završalo, sploh za te strukture, ki hočejo stabilnost teh držav, tudi ki so nekako ali multikonfesionalne, ali jezično razdeljene, ali etnično. In je hitro to postalo relevantna tema, s tem pa, da moramo vedeti, da je v zgodovini Balkan vedno bil nek trigger za tudi večje zgodbe. Je pa tudi res, recimo, da so pač zgodbo kot neko relevantno in resnično pograbile politične strukture, ki so v Evropi zelo povezane, in to mislim, da je tudi posledica teh kasnejših reakcij od Edija Rame, Zorana Zajeva in tako naprej. Mislim, da je ta njihova linija nekako potem probala obstoj tega papirja dati na neko, to se pravi pomembnost, da nekaj nekje obstaja. Zdaj pa, če gledamo, to so vsi politiki oziroma prihajajo iz strank, ki so pač sorodne oziroma članice evropskih socialistov. Tako da mislim, da se tudi tukaj skrivajo kasnejše te reakcije, ki so prišle post festum, 5-6 dni po prvih tistih odzivnih, 10 dni po tej novici, ko je prišla ven, se zdaj nekako pojavljajo politiki, ki trdijo, ja, nekaj pa obstaja. Zdaj, Igor, ampak vseeno, verjetno se pogovarjajo na štiri oči vsi vsem, tudi o spreminjanju meja, ampak zakaj zdaj izgleda, da smo sam Slovenci za to, da so samo Pahor in Janša za to, da se meje v Bosni pa drugje po Balkanu spreminjajo? Kako smo se znašli v tem ZOS? Najprej moramo povedati, da to ni res. To ni res, da se zavzemata dva, niti Slovenija. Zakaj nastajajo tako vtis? Več okoliščin je. Ena stvar je Dayton. Dayton bi moral biti že po 5 letih nadgrajen. Danes je jasno, da Dayton onemogoča razvoj Bosne in Hercegovine.
In vidim tudi v Bosni imajo akademija pripravlja zdaj recimo o volilnem sistemu, o političnem sistemu. Skratka, iščejo neko rešitev, ki bi znotraj teh meja omogočila, da ta država bolj polno živi, ne da je nek protektorat oziroma da morajo od zunaj zagotavljati tam stabilnost. Potem je vprašanje Kosova, vprašanje Albancev, vprašanje Srbov, se pravi vsi ti recimo nacionalno vprašanje v tem širšem smislu tukaj ni rešeno in se ga potem poskuša reševati na razne načine in to seveda imajo različne države, različne interese. To je ena stvar. Druga stvar je, kar zadeva Slovenijo, je predsedovanje. Po mojem mnenju nobena od velikih držav ni zainteresirana, da Slovenija na tej točki dobi kredit. In se spomniš, v tej oddaji smo se že večkrat pogovarjali o tem, kaj bi morala biti prioriteta Slovenije in to je ena od prioritet, ki si jih je Slovenija zastavila, se pravi, da da nek dodaten poriv, neko razvijeno ambicijo, da se Balkan hitreje priključuje Evropski uniji. Na nek način, ki bi bil malo drugačen mogoče, kot je bil do zdaj. Se pravi, vsi kriteriji gor in dol. Ampak skratka, da daje ta push. In to bi bilo možno. Hrvaški to ni uspelo zaradi covida, hrvaškemu predsedovanju, slovenskemu recimo, da bi lahko tudi ta iniciativa po balkanskem srečanju, pa to inicijativo, ki jo Pahor vodi že od 2009 ali 2010, Brdo proces in potem Brdo Brioni. Se pravi, to Slovenija je neko kredibilnost poskušala zgraditi in zdaj so nam to zminirali. In kdo bi to lahko naredil? Seveda ima tle interes določen Hrvaška, ki bi tudi rada reševala problem Bosne na en svoj način, pa zlasti določene sile znotraj Hrvaške. Jasno, da je tle Dodik s Republiko Srpsko, ki bi rad in ne priznava obstoja Bosne in Hercegovine kot federacije in tako naprej in tu išče neke interese. Potem so tle seveda vele sile, Rusija, ki bi rada na svoj način obdržala vpliv oziroma ga še povečala, Združene države, Nemčija, Avstrija zdaj se menjuje s svojim vplivom prek Inskota, ki je bil tam guverner in tako naprej. Potem Albanija ima ta problem, po eni strani bi rada reševala svoj nacionalni problem v okviru iste države, ampak hkrati to zaenkrat se je skazalo, da ne gre, da Albanija vendarle tukaj različna od Kosova in tega dela, ki ga zraven rinejo z Makedonije. Skratka, to je res ena zadeva, v kateri se gotovo vsak, ki gre na Balkan, pogovarja na različne načine. In verjamem, da je okrog tega marsikdo marsikaj že napisal v obliki nekih idej o tem, kako se kaj preverja, tako kot se v politiki dela. Zdaj pa, kdo je pa ostal s črnim Petrom v roki nazadnje in ga ni znal dati naprej, to pa je problem. O tem se bomo pogovarjali pa v drugem delu oddaje, tako da ne nam uidi, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem afere Non-Paper. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Igor Lukšič in Darko Mršič, pogovarjamo pa se o aferi Non-Paper oziroma kdo je nastavil Janši mino na Balkanu. Darko, ti si hotel nekaj pokomentirati to, kar je Igor razlagal. Tako, jaz bi repliciral Igorju. V eni tezi se ne strinjam. Igor je omenil, da Dayton ni bil spremenjen in da je po nekih 5-6 letih, da bi vsekakor mogel biti spremenjen. In to je načelo, sigurno Dayton je bil mirovni sporazum, končanje vojne in tako naprej. Ampak Dayton je bil spremenjen. In ključ današnjih problemov, predvsem v Federaciji BiH, je sprememba tega temeljnega daytonskega načela konstitutivnosti, ki je bil spremenjen tam leta 2001 z Berjevimi amandmaji, potem ko je ta svet za implementacijo miru v Bosni in Hercegovini dal bonska pooblastila visokim predstavnikom, ki lahko intervenirajo na zakone, dejansko pač klasični protektorat. Tako da z Berjevimi amandmaji je bil spremenjen postulat pariteta v Federaciji BiH, s tem se je začelo to preglasovanje v federaciji, zgubila so se te balansi mednacionalni
v federaciji, medtem ko je Republika Srpska ostala zelo centralizirana in homogena. In tu je bil ta ključni trigger spora političnega med Hrvati in Bošnjaki. Zdaj, seveda, ja, Dayton bi se mogel spreminjati in recimo, ampak se ni na tistih nekih minornih stvareh, medtem ko so intervenirali pri takih velikih vprašanjih, kot je ravno ta volilni zakon in pariteta oblasti. Imamo pa še danes primere, kjer se je formirala nova občina po Daytonu, recimo občina Usora, je tudi postavljena neka komisija strani urada visokega predstavnika, kjer se mora razdeliti recimo samo še nogometno igrišče in en gospodarski objekt. In to pač 30 let po Daytonu ni rešeno. To je pa, ne vem, pač 2000 kvadratnih metrov nekega ozemlja. Tam ni nobenih rešitev, kjer pa vpliva na neko dejansko vsakdanje življenje teh ljudi, dostopne ceste do neke industrijske cone in tako naprej. So pa intervenirali in Dayton je iz temelja spremenjen in to recimo tudi Dodik, ko govori, če se vrnemo na izvirni Dayton, nimam problema z Bosno in Hercegovine. Tako da v tem delu se ne strinjam, da Dayton ni bil spremenjen, ni bil pa spremenjen v nekem potem celotnem načelu, recimo so pa bili v dveh obdobjih so bili že blizu do nekega novega dogovora o sami strukturi Bosne in Hercegovine. To je bil prudski proces in aprilski paket, kjer so dejansko tri strani, predstavniki treh narodov dejansko že bili pred samo rešitvijo. Tako da Bosna in Hercegovina se je že dalj časa in vedno je ta aktualna, ta neka notranja sprememba. Moramo vedeti, da se tudi demografsko spreminja to področje in recimo, da masovne migracije sploh vplivajo na to, po drugi strani pa tudi to homogeniziranje, kjer se nek narod, ki je manjšinski na nekem področju, po nekem naravnem procesu seli tja, kjer pač njegov otrok lahko študira na sveučilištu, ne na univerzitetu, kjer te osnovne neke potrebe ljudi iščejo tam, kjer čutijo pripadnost. Tudi zaposlitve so problem, seveda, mislim, načeloma je kot nek manjšinec težko dobiti tam, pa ne zato, ker si manjšinec, ampak zato, ker nisi del neke strukture politične, ki je večinsko tam na oblasti in je pač struktura, ki pripada neki drugi nacionalni politiki. Tako da Dayton je bil nažalost spremenjen z intervencijami, ki pa so samo še generirale dodatne spore. Ja. Ključna stvar je tle, da Dayton ni bil spremenjen v ključni zgodbi, se pravi, Bosna in Hercegovina ni suverena država in Dodik dobiva mednarodno podporo in blokira, da bi ta proces tekel v to smer. Se pravi, ti misliš, da bi bilo treba ukiniti dve entitete in imeti eno enotno državo? Ne gremo v te podrobnosti, ampak gre za to, da Bosna in Hercegovina mora postati suverena država, ne pa protektorat. Na to sem šel. Zdaj te detajli, kako se to spreminja, seveda to teče in... To je vsekakor, ampak z vsako novo intervencijo in se pravim tudi s temi bonskimi pooblastili je še bolj postal protektorat. Bolj gre v drugo smer, ja. In jaz mislim, da je tudi načelo tega, kar je par teh odzivov bilo iz vrha politik mednarodnih, ki je bilo na ta non-paper in mislim, da je to ključno. Morajo se v notranje zmeniti prvo in tam nek kompromis ali nek vsaj približek, kot sem že prej omenil, ki je bil v desetletju, 15 letih zadnjih dvakrat že skoraj sklenjen, se pravi, s prudskim procesom in pa aprilskim paketom. In če ne bo nekega vsaj delnega kompromisa oziroma vračanja iz svojih trdih pozicij vseh treh narodov in iskanja neke srednje poti, nobena zunanja intervencija ne bo pomagala, bo samo še dodatno generirala to neko nezadovoljstvo, ker sigurno bo nekdo se počutil oziroma bojo te njihove politike izkoriščale zgodbo, kot da so spet napadeni eni, drugi ali tretji. Predlagam si zdaj pogledamo, kaj o tem papirju, ki ga ni, se pravi non-paperju, pravi novinar, ki je prvi objavil članek na to temo. Poglejmo. Od jednog od visokih zvaničnika Evropske unije. Onda su mi diplomate iz Ministarstva vanjskih poslova Slovenije rekle da nije samo to
Ono što njih posebno zbunilo, upiti iz evropskih država gdje ih pitaju za takozvani non-paper premijera Janeza Janše, jer su ih kolege pitale za detalje, za te koridore, za podjele po etničkim linijama i u Bosni, ali i u Crnoj Gori, i na Kosovu, i u Makedoniji. Se pravi, zdaj imamo enega bošnjaškega novinarja, ne, ki pravi za slovensko televizijo, da se je pogovarjal z ljudmi na zunanjem ministrstvu. Od tam so sicer kasneje odgovorili, da od njega nobenega uradnega vprašanja niso dobili, ampak on trdi, pogovarjal sem se z ljudmi na zunanjem ministrstvu, ki mi pravijo, da so bili začudeni, ker so jih kolegi iz evropskih držav spraševali o non-paperju premierja Janše. Ne. Zdaj, kje imamo mi problem, Igor, Darko? Imamo mi res pač zaposlene na zunanjem ministrstvu, ki se pogovarjajo z novinarji iz tujih držav na tak način, ali dejansko pač obstaja nek papir, v katerega, ali vsaj distribucijo, če že ne avtorstvo, je bil vključen tudi naš predsednik vlade? Če začnemo tem pri prvem delu, mi zgleda, da nismo vzpostavili refleksa na zunanjih zadevah. Se pravi, ko te začnejo klicati tuji novinarji, pa ne samo tuji novinarji, tudi tuji diplomati, verjetno so tudi naše veleposlanike spraševali. Ti naši veleposlaniki niso zaznali, da gre za veliko stvar. In bi morali zazvoniti vsi alarmi, da tle gre za veliko stvar in da je treba odreagirati na ravni države, ne na ravni Janeza Janše, na ravni, ne vem, tega Longa. Naši so pa odreagirali, kot da gre za napad na Janeza Janšo, kot da gre za napad na zunanjega ministra osebno. Ja, to je problem opozicije. To ne gre za osebni napad. In to bi morali vsi najprej ugotoviti, ne? Ker to je vlada Republike Slovenije. Ja. Pri nas se pa obnašajo, ne, ko ti nekaj rečeš o predsedniku vlade ali o Janezu Janši. Kakor da si rekel to o Janši in potem, če nisi za Janšo, če nisi za Janšo verjameš, če pa si pa ne verjameš. In to zgodbo so ravno tako peljali, kot da gre. Ampak ta zgodba je prevelika. In tle smo se ušteli in zato smo ostali takole na čistini, na mednarodni sceni, ubogi. Ne? Ampak te zgodbe in njene dimenzije ni dojela opozicija. Opozicija je to zgodbo izkoristila za napad na Janeza Janšo oziroma aktualno vlado. In jaz mislim, da so s tem napadom in izkoriščanjem te zgodbe in sprejemanjem kot neko relevantno in plasiranjem v slovensko javnost in danjem teže tej zgodbi, je opozicija diskreditirala Slovenijo v mednarodni javnosti zaradi potrebe po še eni v seriji afer v notranjem političnem boju proti Janezu Janši. Ampak Darko, vlada daje navodila svojim ambasadorjem. Vlada reče, to je naše stališče. Ko je recimo opozicija zahtevala sklic OZP-ja, ne odbora za zunanjo politiko, zato pač legitimna stvar. Ampak takrat bi moral priti predsednik vlade ali vsaj zunanji minister in povedati stališča. Oni bi takrat že mogli imeti oceno, ker do takrat je že bilo jasno, da nas rinejo v neko pozicijo, da je šlo pač predaleč. Ne? In bi tam moral priti in zauzeti jasno stališče in od tam potem dati navodila tudi ambasadorjem, da bi bilo jasno, takoj jasno, mi s tem nimamo nič. Ne pa se iti v to zgodbo, vi napadate našega Janeza, ker je nekaj rekel, mogoče ni rekel, non-paper ne obstaja in tako naprej. Se pravi, tle nismo dobro ocenili, kot država, vlada ni dobro ocenila in zato smo tukaj. Jaz bi se vrnil še na tvoje prvotno vprašanje, Aljuš, glede tega novinarja in te neke domnevne komunikacije z nekom iz zunanjega ministrstva. Jaz mislim tudi, če je to obstajalo, da ni sigurno v tem kontekstu, kot je on kasneje tudi omenjal, neke koridorje pa neke dejanske razmejitve. Jaz ne verjamem, da kdo v Sloveniji in na področju diplomacije in kakršnekoli aktivnosti v politiki ima to znanje, željo, motiv, da riše koridorje po nekih, ker tudi tisti priložen zemljevid, ki je potem po par dneh za non-paperjem prišel v javnost,
je po mojih, potem, kako jaz poznam, recimo, te etnično strukturo, pa razdeljenost v Bosni in Hercegovini, točno o tem govorim, ja, to je mogel narisati nekdo, ki dobro pozna te mikrolokacije. Recimo ta koridor proti Unsko-Sanskemu kantonu, jaz ne verjamem, da to nekdo, ki dela na zunanjem ministrstvu, pozna in ve, da moraš, ne vem, Kupres, pa Livno, pa Tomislavgrad, ki so recimo večinsko hrvaške občine, dati za ta koridor. Tako da jaz zaradi tega se mi poraja dvom, da je sploh s kom govoril. Če tega ne bi omenjal, bi mogoče celo mu verjel, ja, nekdo je se pogovarjal, nekdo je o tem govoril, da nekaj obstaja, ampak ko gremo pa v te detajle, pa ne verjamem, tudi če bi se to pogovarjalo na nekem višjem nivoju, ne verjamem, da bi že prišlo do tega, da se rišejo tako na mikrolokacijah te koridorji in etnične linije. Veš, kako je s tem? Jaz sem gledal, recimo, Uroš Lipušček je naredil knjigo o diplomaciji po prvi svetovni vojni, kako so se stvari delile. In je tam ugotovil v dokumentih v Združenih državah Amerike, se pravi v State Departmentu, so imeli točno narisano do kraja, kje je kakšno prebivalstvo in so imeli svoje vizije in variante, kako bi takrat delili to slovensko ozemlje, razpadlo avstro-ogrsko slovensko ozemlje med Avstrijo, med Italijo in tako naprej. Potem, ko smo imeli to svobodno državsko ozemlje po drugi svetovni vojni, pa pol do Ozimov, to imajo vele sile narejene v nulo. Kdo je to risal? To je narisano, to je znano. Težko pa verjamem, da je nek diplomat iz... Ne, seveda ni. Nek diplomat je to, ampak to je narisano, to je znano. Seveda. Problem je zdaj, kdo je to lansiral točno zdaj nam v škodo. In prej, recimo, ko smo govorili, jaz sem omenil dve stvari, se pravi slovensko predsedovanje in kaj še eno stvar. Se pravi, tisto, kar je pomembno, je tudi Trump, padec Trumpa. Zdaj, koliko so bile Združene države zraven pri lansiranju tega non-paperja in kako zdaj, ko je prišlo do spremembe zunanje politike, spremembo predsednika, seveda se hoče ven potegniti in pač mi smo bili tle, zgleda, najbolj naivni in smo se pustili namočiti. Ker Trumpovska rešitev to na prvi pogled zgleda, ampak ne bomo verjetno nikoli izvedeli, če bo. Ampak ko že govorimo o tem, kdo se je pogovarjal, pa se ni pogovarjal. Kar vemo, kar nihče ne zanika, je, da se je pogovarjal pa naš predsednik republike in to s člani predsedstva BiH, kjer imamo to zanimivo situacijo, ki se je prej opisal Darko, da v bistvu bošnjaški del ima v resnici dva predstavnika, čeprav je eden de jure predstavnik hrvaškega dela, ki je brez predstavnika v predsedstvu. No in Pahor se je pogovarjal in tam jih je spraševal, te tri, se pravi Dodika, Šefika, Džaferovića in Željka Komšiča, je spraševal, ali je možen miren razhod Bosne in Hercegovine, na kar je Dodik rekel, da ja, ona dva pa jasno, da ne in da bo pol vojna in vojna se bo širila in tako naprej. Zakaj se recimo naš predsednik republike odločil po vajnem mnenju, da tam une tri sprašuje, če je možen miren razpad Bosne in Hercegovine, če to ne pride v poštev? Jaz mislim, da bi bilo dobro vedeti, v kakšnem podtonu je to vprašal. Zdaj, glede na to, kako poznam nastope javne in neko politično delovanje Boruta Pahorja, dvomim, da je to vprašal kot z neko predpostavko, da pa če je možno, vas jaz v tem podpiram oziroma to stvar vidim kot neko prihodnjo možno rešitev. Mislim, da je bil tu podton v nekega opozorila, veste, zunaj pa marsikera politična sila že razmišlja o temu, ker ta status quo in ta nerešena, konstantna, kompleksna situacija od volitev do volitev v Bosni in Hercegovini, kjer je stalna neka prisotnost tenzije, je sigurno nek sprožila v visokih krogih politike, tako kot je, oziroma pri silah svetovnih, kot je že Igor omenil, sigurno neko vprašanje, a se da to rešiti na drug način, tudi z nekimi interesi, da bi se delile neke druge države, ki so še vedno v nekem takem podobnem položaju. Bi pa pač jaz omenil to še poleg tega, da ko že govorimo o tem Pahorjevem vprašanju, da zakaj pa 40 dni po Pahorjevem obisku to prišlo ven? Zakaj ravno zdaj?
in zakaj ravno v takem kontekstu. Bi pa še dodal, da resnično verjamem, da je Borut Pahor en velik prijatelj Bosne in Hercegovine, njene celovitosti in mislim, da tudi Slovenija nažalost je zdaj dobila to neko epiteto najgrše, je pa v vseh letih od začetka vojne, od sprejema beguncev do kasnejše pomoči, do nekih mirovnih misij, pa kasneje v procesih razminiranja, v naravnih nesrečah in tako naprej, v inštruiranju nekih javnih služb oziroma podsistemov. Tako da ne govorim, da je Slovenija prva izbira državljanom Bosne in Hercegovine, ko se odločajo za ekonomske migracije. Tako da žal mi je in tu v tem primeru predsednika Boruta Pahorja in Slovenije, da je pač doživel te napade, ki ne verjamem, da je on tako mislil. Poglejmo zdaj, Igor, prosti, predlagam si zdaj pogledamo, kaj je Pahor rekel sam o tem, pa potem nadaljujemo. Hitrejša širitev Evropske unije na Zahodni Balkan bi tudi zmanjšala pomen naivnih in nevarnih zamisli o spreminjanju meja, kot dam na svet ali pa moje mnenje, da bi bilo koristno. Ja, skratka, bi bilo koristno, da predsednik vlade kaj reče na to temo. No, predsednik vlade je ta nasvet poslušal delno, namreč pogovarjal se je z bošnjaškim članom predsedstva BiH in potem so iz njegovega kabineta, se pravi Šefika Džaferovića, sporočili, da mu je Janša zanikal obstoj pač tega papirja in poudaril stališče Slovenije, za katerega že vsi trije govorimo celo oddajo, da je pač tako, kakršno je. A zdaj, Igor, Darko, po vajenem mnenju, bo s tem konec debate, saj znotraj države na to temo, ali še vedno ne? Ker zdi se mi, da se nekako zdaj delimo na tiste, ki pač ugotavljamo, da gre tukaj za neko širšo akcijo na škodo Slovenije, pa tiste, ki pač so pripravljeni v Janši verjeti vse najslabše in če je nekaj slabo za Janšo, je to dobro za nas. Kaj ti recimo meniš o tem, Igor? Jaz mislim, da bi morala vlada vendarle narediti en korak tle, tako kot je predsednik svetoval, in narediti nek paper. Non-paper. Zdaj pa paper. Zdaj pa resen paper. In ga dati v diplomatsko mrežo in to zgodbo resno vzeti. To je prva stvar. Druga stvar, ko bo to vlada naredila, bo tudi jasno to, kar je že jasno in o čemer je Darko govoril, da Slovenija tle nikoli ni solirala na Balkanu, da ni za spreminjanje meja in da to, kar je Pahor v tistih 6 točkah povedal, se pravi predsednik države, je tudi uradno stališče. To, kar govori zdaj zunanji minister in tudi predsednik vlade, je naše stališče kot države in to je zdaj najbolj pomembno. Zdaj, drugi del vprašanja, ali se bo o tem še vleklo in gor in dol, seveda se bo in vleklo se bo toliko bolj po nemarnem, kolikor manj ostro bo vlada na to odreagirala. Ker zdaj bi morala vlada presekati, vlada bi morala to diskusijo presekati, ker, tako kot sem tle večkrat že rekel, več je tistih, ki so zainteresirani, da Slovenija v tem predsedovanju ne uspe z ničemer, več je tistih, ki so zainteresirani, da proces na Balkanu ne teče, ker ta proces bi verjetno moral teči malo drugače, kot so se druge države preklapljale, ker druge države niso imele tovrstnih problemov, kot ima Balkan. O tem je tudi predsednik republike govoril. In je to tudi vprašanje, ali se da tle narediti, razviti en model, da bi lahko vsi prišli zraven v nekem sklopu, v celoti in bi s tem mogoče rešili cel problem. Tako kot je bil problem, nacionalni problem Srbov-Hrvatov, Bošnjakov rešen znotraj Jugoslavije z nekim originalnim modelom, ki je pač lahko tekel do leta 90, od takrat naprej pa ne več. Zdaj pa treba najti enega drugega. Nov model, ja. Darko, a so tudi znotraj Slovenije tisti, ki, kot pravi Igor, jim bi bolj všeč, da nam ne bi uspelo med predsedovanjem EU ali samo v tujini? Ja, seveda, da so. Saj mislim, da lih te reakcije na to afero to kažejo. In mene predvsem skrbi ta pripravljenost za te neke cilje v domicilni politiki kompromitirati Slovenijo tudi v mednarodni javnosti. Ker resnično, še enkrat ponavljam, ne verjamem, da je tako detaljna zgodba izdelana na nekem zelniku v Sloveniji.
Bi pa še na tisto vprašanje, ki si ga tudi Igorju postavil, ali se bo ta zgodba nadaljevala. Mogoče ne v kontekstu Slovenije kot glavnega krivca, ali pa ne vem, jaz vsaj upam, da ne, ampak vsekakor bo aktualna zgodba o notranji ureditvi Bosne in Hercegovine. Prej sva z Igorjem pred oddajo sva se pogovarjali in Igor je omenil volilni zakon. In Evropska unija močno pritiska, da se do naslednjega leta, ko bojo v Bosni in Hercegovini splošne volitve, mora sprejeti volilni zakon, ki mora biti implementiran na podlagi odločb Ustavnega sodišča, tako Bosne in Hercegovine kot mednarodnih sodišč v Strasbourgu in tako naprej v primerih recimo Sejdić-Finci, pa v primeru Ljubić. In vsaka taka, vsak poskus, kjer je bil nekako tudi tega volilnega vzpostavljanja nekih novih volilnih območij in tako naprej, se v Sarajevu interpretira kot risanje meja. Tudi na podlagi volilnih območij oni to smatrajo kot risanje nekih homogenih celot in tako naprej, ker enostavno njihova želja in interes, srednjeročen oziroma dolgoročen končni cilj Bosne in Hercegovine je tako imenovana državljanska Bosna in Hercegovina brez teh nekakšnih varovalk za nek balans nacionalni. Tako da bo sigurno v naslednjih letu in pol stalno aktualna ta pogrevanje teme in vsak predlog, ki bo prišel za spremembo volilnega sistema, bo sigurno na kakšni strani od ene od treh sprožil ta odziv, da gre spet za prekrajanje, spreminjanje in tako naprej. Upam pa, da ne bo Slovenija, da bo ta iz tega konteksta izpadla. Ja, tole me še zanima vajino mnenje. Zakaj toliko ljudi v Bosni bilo pripravljeno verjeti, da Slovenija ali pa kdorkoli znotraj Slovenije, recimo predsednik vlade Janez Janša, riše zemljevide, kjer bi se pač v bistvu Hercegovina priključila Hrvaški, če poenostavim, in Republika Srpska Srbiji, se pravi, da bi država Bosna in Hercegovina dejansko razpadla. Zakaj recimo so bili pripravljeni tako hitro verjeti številni, da je temu res tako? To imamo, zadeva ima brado in seže v prodajo orožja Bosni in Hercegovini. Takrat je tudi Janša bil zraven, zamere od takrat ostajajo, zdaj je spet na oblasti. Tudi tale zakon odvzem državljanstva in stalnega prebivališča, problem izbrisanih, je bil tudi Janša zraven, tako da te zamere so tudi vezane na ime Janšo. Je pa tudi Slovenija marsikakšno zgodbo, kar zadeva banke ljubljanske in deviznih rezerv, deviznih varčevalcev. Tako da se je kar tega nekaj nabralo. Nismo bili ravno zmeraj dobri. Tako da to, kar je Darko prej govoril, načelno seveda imamo mi sorazmerno dobro zgodbo, je pa nekaj teh madežev, ki nam jih lahko zamerijo in nekako ne znamo dobro s tem upravljati. Ja, mogoče je tu Igor dal neko dobro izhodišče. Vsekakor je mogoče ravno zaradi tega ta afera sprožena proti Sloveniji. Zdaj, ko razmišljam, je dejansko Janez Janša edini politik iz tistega obdobja razpada Jugoslavije, ki je še aktiven, sploh pa na tako visokem položaju. Bi pa jaz izpostavil, da ta neka zaverovanost v resničnost te želje oziroma plana Slovenije ni nekako na nekih temeljih nekega odbojnosti proti Sloveniji ali Janezu Janši. Mi moramo vedeti, da je v zadnjih letu in pol iz Sarajeva ustreljenih strupenih puščic recimo proti Macronu po tisti izjavi, da je Bosna in Hercegovina sod smodnika, potencialna odskočna deska za islamske teroriste, da je napaden, čim je bilo objavljeno v mednarodnih medijih oziroma nemških, kdo bo novi visoki predstavnik, ki bo prišel za Valentinom Inskom, je bil napaden iz iste strani. Napadena je bila Kolinda, ki je od kraljice Balkana po obisku Srebrenice postala potem prva sovražnica in tako naprej. Zgleda, da se išče zunanjega sovražnika. Oziroma status žrtve. Bomo videli,
bolj to kot sovražnika. Noben noče imeti Macrona za sovražnika, ampak ta predstava, ne nas napadati, spet nam želite slabo. V redu, bomo videli, kaj se bo dogajalo v prihodnje. Za danes pa dr. Igor Lukšič, Darko Mršič, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil nediplomatski že 568. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, v kakšni formi je slovenska politična levica. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.